Vsem lep pozdrav in najlepša hvala, da ste se udeležili našega današnjega online dogodka, ki ga organizira iniciativa svojcev žrtev domnevnih zdravstvenih napak, s katerim obeležujemo Svetovni dan varnosti pacientov. Današnji online dogodek bo potekal v 2 delih. Začeli bomo s predavanjem dr. Damjane Ponedeljek, strokovnjakinje za strateški in krizni menedžment, svetovalke vodstvom in kolektivom tudi v najbolj zahtevnih okoliščinah. Drugi del dogodka pa bo namenjen razpravi udeležencev. Predavanje snemamo in ga bomo objavili na naši spletni strani iniciativasvojcev.si in YouTube kanalu Pacienti za varnost pacientov. Razprave, ki pa bo sledila po predavanju, pa tam ne bomo objavili. In ste dobrodošli, da mirno izrazite vsa svoja vprašanja. Zdaj pa vabim dr. Ponedeljek in se še enkrat lepo zahvaljujem, da se je odzvala našemu vabilu. Njeno predavanje nosi naslov Ko se zaplete, kaj hočejo pacienti in svojci, ko gre kaj narobe. Namenjeno je spodbujanju in razvijanju primernega odzivanja v primeru incidentov in opozorilnih nevarnih dogodkov, s čimer lahko organizacije bistveno prispevajo k ohranjanju in izgradnji ugleda in zaupanja, s tem pa kakovosti in varnosti vseh. Če bi imeli med predavanjem kakšno vprašanje, lepo prosim, da ga zapišete v chat, da predavateljice ne bomo motili in bo na vsa vprašanja odgovorila bodisi med predavanjem oziroma v razpravi po njem. Zdaj pa še enkrat lepo vabim dr. Ponedeljek, da začne svoje predavanje. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, dobrodošli pacienti, svojci, strokovnjaki v zdravstvu, zdravstveni negi, odločevalci v zdravstvu, vsi, ki nas na ta svetovni dan varnosti pacientov spremljate oziroma si boste posnetek ogledali. 20 let delujem na področju kriznega menedžmenta, kjer poskušamo obdržati tisto, kar je najbolj dragoceno, pomeni ugled in zaupanje. In vsakič znova se izkaže, da je pot do tja poštenost, odgovornost, integriteta. Vstopam v kolektive in delovna okolja, kjer se najbolj zaplete, tudi v zdravstvo, pomeni se srečujemo s težkimi zdravstvenimi posledicami, tudi s smrtjo, torej opozorilnimi nevarnimi dogodki. To so resne krizne situacije, ki jih moramo upravljati z vso skrbnostjo, empatijo, poštenostjo, odgovornostjo, integriteta in to je pot. Tudi v najtežjih situacijah v zdravstvu se nam vsakič znova izkaže, da lahko in moramo priti pacientom in svojcem naproti, da je to edini način, da ohranjamo zaupanje, ugled, dostojanstvo. Dostojanstvo vseh, tako pacientov, svojcev, kot tudi zdravstvenih delavcev in vodstva. Zelo pomembno je, da se ne srečamo samo in izključno takrat, ko se zaplete, kajti takrat je veliko tega izgubljenega, pač pa, da vodstva in kolektive krepimo v odnosih, komunikaciji, vodenju, profesionalizmu, prijaznosti, integriteti, empatiji, kajti vsakič znova se izkaže, da moramo nekaj stvari narediti prej, zato, da se ne bi toliko zapletalo in zato, da bi težke situacije bolje upravljali in se iz njih tudi česa naučili. Zato moramo vse kolektive, tudi kolektive v zdravstvu, prej spodbuditi in okrepiti za sposobnost sodelovanja v timu in pripravljenost pomagati sodelavcem in pacientom, za jasno, učinkovito, spoštljivo komuniciranje tudi v zahtevnih situacijah, za profesionalizem, vljudnost, spoštljivost, za empatijo, dobronamernost, razumevanje potreb, pričakovanj pacientov in svojcev,
in seveda za poštenost, odgovornost, integriteto, dobronamernost. Tu pa je še posebej pomembna vloga vodstva, kajti to gre, najlažje se učimo, najlažje sledimo dobrim zgledom. Zato smo veliko skupaj tudi v zdravstvu, da bi krepili komunikacijo, vodenje, spoštljive odnose, profesionalizem, prijaznost, integriteto, empatijo. Sicer se nam nemoč vodenja prelije v slabšo komunikacijo, odnosi, slabe odnose, nezmožnost sodelovanja v timu, vse to pa neizbežno vodi v manj varnosti za paciente in temu smo velikokrat priča. Ko govorimo o neželenih dogodkih, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, tudi varnostni zapleti, incidenti, boste slišali, so dogodki, ki so ali bi lahko škodovali bolnikom ob zdravstveni oskrbi in bi se jim lahko izognili z ustreznim vodenjem, postopki, usposabljanjem, komunikacijo in ali odnosom. Zato moramo naše kolektive v zdravstvu in seveda vodstva okrepiti na tem področju. Seveda so ti dogodki, ti žalostni zapleti praviloma nenamerni, nepričakovani dogodki, a ne? Vendar pa ne nastanejo zaradi narave bolezni, ampak so posledica zdravstvene obravnave, ne? In ima seveda to velike posledice za pacienta, tudi seveda svojce. Torej za pacienta psihična, fizična bolečina, zdravstvene posledice, dolgotrajne zdravstvene posledice, tudi smrt. V tem primeru govorimo o opozorilnih nevarnih dogodkih. V zdravstvu gre res lahko narobe marsikaj, a ne. Tako se dogajajo napake pri predpisovanju in uporabi zdravil, bolnišnične okužbe, diagnostične napake, kirurške napake, padci in poškodbe. In največkrat komunikacija in odnos, ki ima ravno tako težke, včasih tudi usodne posledice, pa seveda tehnološke napake in okvare, mašine se kvarijo, ko bi bilo najmanj treba. Kar takrat pričakujemo, potrebujemo, je razkritje, opravičilo, tako pacientu kot svojcem, resnična skrb za pacienta in svojce, odprava škode, če je to še mogoče, a ne, vsaj prepričevanje nove. Vedno je mogoče kaj preprečiti. Če drugega ne, sekundarno viktimizacijo pacienta, če je še z nami, oziroma svojcev. Pa seveda sistemske spremembe, brez tega ni, a ne, če vsakič znova stopamo isto reko, nismo naredili dovolj. Ko se bolnišnica, zdravstveni zavod sooča z neželenim dogodkom, se kdaj pojavlja vprašanje, ali je to krizna situacija. Poglejmo, kaj je krizna situacija. To je situacija, ki ogroža ali bi lahko ogrozila ljudi, življenje, zdravje, varnost, premoženje, delovanje, ki bi lahko škodovala ugledu in okrnila zaupanje. In vidimo, da je neželen dogodek, se dotika vsega naštetega, a ne, življenja, zdravja, premoženja, varnosti, ugleda, zaupanja. To je resna krizna situacija, ki jo je potrebno odgovorno upravljati, a ne. To je hkrati situacija, v kateri od vas vsi terjajo odgovore in jih hkrati niso pripravljeni sprejeti in nadzor polzi iz rok. Pomeni težka, tudi čustveno težko obvladljiva situacija tudi za izvajalce v zdravstvu, za zdravstvene zavode, a ne. Situacija, kjer so deležni večje negativne pozornosti, zaostrovanja in pritiskov, kot bi kadarkoli pričakovali, a ne. In hkrati situacija, za katero se ne odloči zdravstveni zavod, a mi zdaj imamo krizno situacijo ali je ne, a ne. Če se deležniki tako ravnajo, a ne, z vznemirjenjem, s pritiski, z vprašanji in tako naprej, a ne, jo seveda imate. V vsakem primeru je neželen dogodek, tudi krizna situacija, ki jo je potrebno tako obravnavati. Kako? Pošteno, odgovorno, z integriteto, a ne, da bi ohranili
ugled in zaupanje in da bi podprli paciente in svojce v njihovih najtežjih trenutkih. Kaj občuti pacient? Negotovost, strah, jezo, nemoč, obup, zamero, frustracijo, žalost. In od našega odnosa in komunikacije, komunikacije zdravstvenega osebja in vodstva je odvisno, a se bodo čustva pacienta stopnjevala ali umirjala. A bo ta krizna situacija prestopila vse meje obvladljivega ali ne. To je odvisno od ustreznega upravljanja zdravstvenega zavoda, od ustrezne komunikacije in odnosa. In svojec občuti enako. Negotovost, strah, jezo, nemoč, obup, zamero, frustracijo, žalost in še kaj. Skratka, ena velika stiska in čustveno zahtevna situacija. In zdaj, če bi vprašali, kaj občuti zdravstveni delavec, kaj občuti vodstvo, spet enako, negotovost, strah, jezo, nemoč, obup, zamero, frustracijo, žalost. In ko imamo čustva na obeh straneh, je konstruktiven dialog še posebej zahteven. Ampak vsakič znova se izkaže, od odnosa, komunikacija zdravstvenega osebja in vodstva je odvisno, a se bodo čustva pacienta in svojca stopnjevala ali umirjala. Moramo se zavedati, da se življenje pacientov in svojcev po hudem nepričakovanem zapletu, po napaki popolnoma spremeni. In da se soočajo eni in drugi z občutkom nemoči, strahu, žalosti, jeze, da so dramatične, popolne spremembe v vsakodnevnem življenju, družinski dinamiki, kako družina potem, ko skrbi za še bolj bolnega pacienta, živi naprej, kako lahko hodi v službo, kako lahko služi denar, kako lahko skrbi za pacienta, vse se spremeni. Celotna družina se sooča z dolgotrajnimi finančnimi posledicami, kajti skrb za bolnika je velik finančni zalogaj. Ob vseh skrbeh in delu pa se poslabša tudi zdravstveno stanje svojcev. In seveda tisto, česar res nočemo, nič od tega nočemo, tega pa tudi ne, nezaupanje v zdravstveni sistem. To se pa krepi in razrašča in je potem vsem, ki delajo v zdravstvu, težje delati, težje krepiti zaupanje, težje vzpostavljati odnose, kajti to se prelije po celotnem zdravstvenem sistemu. Zelo pomembno je, kako se odzove zdravstveni zavod. A zmore okrepiti svojo zavezanost k skrbi poškodovanega pacienta, okrepiti tudi svojo podporo svojcem, a zmore pošteno komunikacijo, transparentno. Pacienti pa njihove družine imajo pravico poznati podrobnosti incidentov in njihove posledice. Pa seveda sistemske spremembe, da bi preprečili napake v prihodnosti, to je tisto, kar svojci in pacienti po takem dogodku absolutno pričakujejo. In to je pomembno in dobro tudi za organizacijsko kulturo varnosti slehernega zdravstvenega zavoda, pa seveda tudi za zaupanje. Neizbežno. Zdaj, ko upravljamo krizne situacije, je vedno, če želimo uspešno upravljati, če želimo ohraniti ugled, zaupanje, potem je potrebno ukrepati, je potrebno ustaviti nevarnost in vpliv na prizadete. Tukaj imamo paciente in svojce, ki so prizadeti. In je potrebno odgovorno delovanje, proaktivna komunikacija. Ne čakajte, da bodo pacienti in svojci trkali na zaprta vrata. Tukaj jim moramo stopiti naproti. Zadeva se ne bo umirila, krizna situacija kot taka, če ne bomo pristopili odgovorno k sanaciji škode, posledic, kolikor je le mogoče, in k odgovornemu komuniciranju. Tako navznoter, kot
kot navzven, a ne. In nič ne bo pomagalo, če ne bomo pristopili k sistemskim spremembam in na ta način krepitvi odpornosti in večji varnosti za vse, za paciente, svojce, zdravnike, medicinske sestre, celotne time in nenazadnje tudi za vodstvo, a ne. Na noben drug način ne gre kot pošteno, odgovorno in integriteta, a ne, je zelo pomembna. Situacijo še poslabša in krizno situacijo vsakič znova poslabša zanikanje, prelaganje krivde, hladnost in brezbrižnost, brez empatije, ignoriranje čustev pacientov, svojcev, njihovih skrbi in strahov, nejasna, celo odsotna komunikacija. Pacienti in svojci se pritožujejo, izražajo svoje potrebe, to ignoriramo. Odlašamo z obravnavo incidenta in ukrepanjem, a šteje vsak dan, a ne, v resnici šteje vsak dan. Ni transparentnosti, spoštovanja, integritete. To nas vodi, to ima vsakič znova nepopravljive posledice, a ne. Že dogodek sam je skrajno obremenjujoč za vse, dodatno pa ga obremeni ravno našteto ravnanje, a ne. To bo situacijo vedno poslabšalo in zapletlo. Zdaj, koliko časa lahko paciente in svojce pustimo čakati na ustrezen odziv? Včasih slišim to vprašanje in zato je tudi tak naslov našega predavanja, ne. Kaj pacienti in svojci sploh hočejo? Tukaj že samo, če se vprašamo, kako bi jaz želel, da bi me v podobni situaciji obravnavali oziroma kako bi bilo prav ravnati, se skriva večina odgovorov, a ne. Ali pa pripomba, imamo toliko drugega dela. Absolutno. Zapleti in krizne situacije vedno pridejo nepričakovano in so prioriteta pri tem, kaj bomo zdaj počeli in kaj bomo odložili, a ne. Drugo, jasno, v zdravstvu nič ne more počakati, so pa prioritete in obravnava, ustrezna obravnava incidenta je zagotovo med njimi. Vsi bodo razumeli, da ni bilo nalašč. Tega razumevanja seveda ne moremo pričakovati. Inšpekcija pretirava s svojimi zahtevami. Novinarji še ne kličejo, počakajmo še malo. Kličejo novinarji, tukaj ni nobene zgodbe. Zgodba je, tega nihče ne bere. Tako, zelo hitro te krizne situacije potegnejo v obrambno držo. Pa žal krizno situacijo to samo še poslabša, a ne. Kaj se medtem dogaja v pacientu, v svojcu? Jeza, strah, nihče me ne razume, nihče se noče pogovarjati z mano, nalašč zavlačujejo, ni jim mar, brezbrižni so in brezčutni, oni so krivi, nič ne bodo naredili, ne obžalujejo, pometajo pod preprogo, stvari moram zajeziti v svoje roke, jaz ali oni, to je zdaj vojna. Vidite, kako postopoma nam pacienti in svojci drsijo v pozicijo žrtve. Ko pridemo do sem, jaz ali oni, to je zdaj vojna, so vsi mostovi že podrti. Pomembno je, da svojca in pacienta nagovorimo takoj in mu ponudimo tisto, kar smo mu dolžni. Bolečino pacientov in svojcev lahko olajšajo odprta komunikacija, odkrita razprava, vključevanje svojcev v odločitve, spoštljiv odnos. Tudi psihološka podpora, seveda socialna mreža, ki jo imajo pacienti in svojci, je pomembno olajšanje. A zgodi se, da so nikoli v življenju nisi tako sam kot takrat, ko si v težavah, takrat se večina umakne in ta socialna mreža in psihološka podpora umanjka, a ne.
Pomembna bi bila finančna pomoč, stroški so neskončni, pomembna bi bila pomoč pri skrbi za pacienta, svojci enostavno pregorevajo, ko skrbijo za pacienta in poskušajo odpravljati posledice zapleta. In za paciente in svojce je ključno in zelo pomembno zavedanje, da bo incident obravnavan resno in bo podlaga za sistemske spremembe. Oni čutijo na ta način zadoščenje, oni čutijo moralno obveznost do vseh naslednjih pacientov in njihovih svojcev, ki bi spet utrpeli in želijo, da bi utrpeli manj. In ko vidiš, da je incident obravnavan resno in da se bodo zgodile ene sistemske spremembe, to prinese olajšanje. Če tega ne vidiš, to prinese še več gorja, še večjo jezo, še večjo frustracijo. In nam bodo šli taki pacienti in svojci, ki nimajo več česa izgubiti do konca, v svoji bolečini in v svojih delovanjih in dejanjih. Kaj lahko naredi zdravstveni zavod v odnosu do pacientov in svojcev? Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu z zdravstvenim zavodom nalaga obveznost razkritja prepričljivega škodljivega dogodka ali opozorilnega nevarnega dogodka, tudi opravičilo. Nič pa se ne pogovarjamo o tem, kako je to potrebno narediti. In obžalovanje, empatičen odziv, aktivno poslušanje, prostor za čustva, vprašanja pacientov, svojcev, jasna, transparentna, razumljiva pojasnila, povabilo k sodelovanju, soodločanju v nadaljnjih korakih. Pacienti in svojci želijo biti vključeni. Strokovna podpora za obvladovanje situacije. Ko enostavno potrebuješ strokovnjaka od zunaj, ki zmore prečiti sistemske anomalije, ki organizaciji sami preprečujejo, da bi se ustrezno odzvala. Hitro ukrepanje, redno obveščanje, prednostna obravnava problematike in seveda sistemske spremembe in izboljšave. Tako je treba ukrepati. To lahko naredi zdravstveni zavod v odnosu do pacientov in svojcev. In seveda nujne sistemske spremembe. Sistem poročanja, analiz, ukrepanja, kultura varnosti, kjer bodo zdravstveni delavci imeli občutek, da je prav poročati. Odnos in komunikacijo v zahtevnih okoliščinah absolutno moramo na tem področju zdravstvene delavce in vodstva podpreti, da bodo to zmogli. Tega se je potrebno naučiti. Manko tega nas vodi iz težave v težavo. Zavedanje, da smo tukaj za paciente in svojce vedno, tudi ko se zaplete, to zavedanje s svojim vodenjem vsakič znova sporoča in krepi vodstvo. Kakovost, spreminjanje, merjenje, izboljšave in pa krepitev odnosov in vodenja. To je ključno in najbolj pomembno za to, da bo odnos ustrezen, tako v dobrih kot v slabih časih. Zakaj? Ja, zaradi zaupanja, zaradi varnosti, zaradi zdravja pacientov in seveda svojcev, ki so neločljivo povezani. Zakaj omenjam krepitev vodenja? Ja, zato, da lahko ustvarjamo, ker vodstva ustvarjajo kulturo varnosti, ki podpira transparentnost, sodelovanje, odzivanje. Zato, da bo skrb za varnost, zmanjševanje tveganj in krepitev odpornosti večja, da bo sploh obstajalo zavedanje, da je to potrebno. Da bomo lahko krepili zaupanje pacientov, svojcev in tudi zaposlenih. Da bomo lahko izboljšali komunikacijo in transparentnost. Da bomo lahko zaznavali možnost nastanka teh naših neželenih dogodkov in jih poskušali preprečevati. Da bo bolj jasno, kdo kaj dela, kakšna so pooblastila, kakšni so protokoli za odziv na incidente. Da bomo lahko okrepili timsko sodelovanje, da bo
ko se incident zgodi, da ga bo mogoče hitro identificirati in obravnavati. Da bo jasna in empatična komunikacija ob in po incidentu, brez obrambe in zanikanja norma, da se bomo lahko sprejeli ustrezne ukrepe za zmanjšanje posledic incidentov in da bomo lahko krepili profesionalizem, odnose, spoštovanje, komunikacijo in empatijo tudi v zdravstvu. Pomembno pa je okrepiti tudi sodelavce na področju profesionalizma, komunikacije, odnosov, integritete. Zakaj? Ja, zato, da bo omogočena hitra in dobra izmenjava informacij med sodelavci in da bomo na ta način krepili varnost pacientov. Da bomo krepili timsko sodelovanje, zaupanje med sodelavci, to vse krepi kulturo varnosti, a ne? Redno izobraževanje, usposabljanja, pogovori o varnosti vodijo v hitrejšo zaznavo odklonov in bolj transparentno poročanje. Profesionalizma se moramo naučiti, profesionalizem moramo okrepiti, zato da bomo lahko odgovorno, etično delovali in na ta način krepili organizacijsko kulturo, ki bo osredotočena na sistemske izboljšave za varnost pacientov. In seveda, da bomo zmogli upravljati tveganja, boljše upravljanje tveganj in ranljivosti v zdravstvenem sistemu in med zdravstvenimi delavci zmanjšuje umrljivost, zaplete, dolžino hospitalizacij. Timska preventivna usposabljanja izboljšujejo varnostne kazalnike. In zelo pomembno, krepitev integritete na vseh nivojih. Etično, pošteno in odgovorno vodenje, iskreno zaupanje, upoštevanje etičnih standardov, organizacijska kultura, kjer se o napakah poroča brez strahu, to je ta pot do sistemskih sprememb, a ne, za več varnosti in več zdravja. Zato moramo sodelavce v zdravstvu izobraževati za komunikacijo, vodenje, spoštljive odnose, profesionalizem, prijaznost, integriteto, empatijo, a ne. In zelo pomembno, o tem se v Sloveniji že 20 let pogovarjamo, premaknili se nismo nikamor, nekrivdni odškodninski sistem. To zmanjšuje in bi zmanjšalo čustvena in finančna bremena za paciente in svojce, stroški, s katerimi se pacienti in svojci soočajo, grejo v 10 tisoče, 100 tisoče, a ne, evrov, to je jama brez dna, a ne. Rehabilitirati pacienta, rehabilitirati sebe, da o morebitnih pravnih stroških ne govorimo, pripravi 40 tisoč evrov za tožbo, to marsikoga odvrne, a ne. Pa ni potrebe, a ne, ne bi bilo potrebe po dokazovanju krivde ali malomarnosti, tako kot je danes, a ne. Ne bi bilo potrebe po dolgotrajnih sodnih postopkih, ki izčrpajo vse. Seveda se v tem primeru tudi poročanje o neželenih dogodkih okrepi in na ta način izboljša varnost pacientov in preprečevanje prihodnjih napak. Kajti danes pa zdravstvenega delavca marsikoga odvrne, ker ve, da, a ne, gre skupaj ali pa skupaj s pacientom in svojci stopa na pot dokazovanja krivde ali malomarnosti. To obnavlja, okrepi ali pa saj rešuje, a ne, zaupanje pacientov in svojcev v zdravstveni sistem, zmanjšuje občutek krivice, a ne, omogoča odnose, ki so sicer porušeni. Več varnosti tudi za zdravstvene delavce, sploh ko škoda pacientu nastane zaradi sistemskih napak in zapletov. Če mi paciente in svojce pustimo na cedilu, marsikaj izgubljamo. Pomanjkanje transparentnosti trajno poškoduje odnos. Če se ne učimo iz napak, se nam bodo ponovile. To ogroža varnost pacientov. Neustrezno ravnanje ima pravne in finančne posledice.
Jezen pacient, svojec, ki je izgubil zaupanje, nima več česa izgubiti, za svojo pravico bo šel do konca. Nemoč, izpostavljenost zaposlenih, občutek, da delodajalec ni poskrbel zanje in izguba ugleda in zaupanja najdragocenejšega, kar v zdravstvu in nasploh v družbi imamo. Zato integriteta. Integriteta je most zaupanja. Pomeni odgovornost, empatija, strokovna pomoč pri upravljanju krizne situacije od samega začetka, in pa seveda integriteta. To potrebujemo, brez tega ne gre, da bi lahko pošteno, transparentno, pravočasno, empatično, dobronamerno, verodostojno, kompetentno in dobro vseh prizadetih upravljali te krizne situacije, ki sicer ranijo in prizadanejo prav vse, ne. Dobro upravljena in komunicirana krizna situacija krepi ali pa vsaj rešuje ugled in zaupanje. Pacienti in svojci imajo na ta način občutek, da niso ostali sami, da nam je mar. Sodelavci na ta način občutijo zanesljivost in podporo delodajalca in vodstva. Drugi deležniki, imajo občutek, da imamo nadzor nad situacijo, da nam je mogoče zaupati, in vsi skupaj dobimo občutek, da je zdravstvenemu zavodu mar, in to krepi na dolgi rok, na kratek rok pa vsaj ohranja ugled in zaupanje, ki bi bila sicer izgubljena. Toliko z moje strani, zdaj pa se prav veselim naše razprave.